pokali. Sam to bom nastavil. Se bom naslednjič. Naslednjič bom dokazal, zakaj vsak človek nujno verjame v Boga. Ampak to naslednjič. Danes pa tole. Zdaj bomo počasi začeli govoriti o psihologiji. O psiholoških temah. Danes bom naredil en uvod. Mogoče sem že zadnjič naredil kratek uvod v to, o čemer bom danes govoril. Danes bom nadaljeval. Se pravi, govoril bomo o psihologiji in o eni temi, psihološki temi, ki je zelo povezana z prehranjevanjem, zelo povezana z človekovim duševnim zdravjem, in to so čustva, emocije. Danes bom torej naredil tak uvod v psihologijo emocij, čustev in sicer med drugim, na več načinov, torej med drugim tako, da bom spregovoril eni zelo zanimivi, mogoče na prvi pogled, malo nenavadni raziskavi, ki so jo naredili znanstveniki, in sicer en profesor psihologije, ki predava na najbolj znanih univerz na svetu, to je Berkeley v Kaliforniji. Profesor psihologije, ki je strokovnjak za človekove čustva, in britanska televizijska hiša BBC. Skupaj se naredili zelo zanimivo raziskavo. Jaz mislim, da vam bo všeč, oziroma da vam bodo izsledki všeč. In iste teme, torej psihologije, emocij, oziroma čustev, se bom lotil še na en drug način, in sicer prek hrane. Prek hrane, s to temo se sicer že veliko ukvarjamo, in pokazal bom, kako tesne, kako močne so povezave med čustvi in tem, kar jemo. Prosim. To, ja, pravzaprav sem. Je pa, kot boste videli danes, je to, kar jemo, v bistvu samo del širše zgodbe, za katero pa moramo poskrbeti sami. Da, se tudi za prehranjevanje lahko poskrbimo sami, ampak ta drugi del, to so čustva, vse emocije, pa dejansko lahko poskrbimo samo sami, oziroma poskrbimo, kar je morda še pomembnejše skupaj, pravi prek medsebojnih odnosov. Čustva so po definiciji povezana, oziroma vezana na medsebojne odnose. Za čustva potrebujemo drugega. Če govorimo o ljubezni, potrebujemo druge ljudi, če govorimo o prijateljstvu, potrebujemo druge ljudi in tako naprej. No, o teh dveh zadevah bom danes govoril in sicer vedno to naredimo na enak način, bo tudi danes tako. Najprej vam pokazal eno slikco spet. Zelo zanimivo sliko. Zelo dobro sliko. Dobro imeti to sliko, ko vam je zdaj pokazal pred seboj. Pokazal vam bom, kaj se dogaja v vašem telesu vsak dan. Kaj se dogaja v vašem telesu nenehno, ves čas. Tudi ko spite. In če vas zanima, kaj to je, vam pokažem to sliko. Če vas ne zanima, pa ne. A vas zanima? Okay. Torej,
Kaj se dogaja v vašem telesu vsak dan? Ne, natanko tole. Kaj je to? To je vprašanje, ki se mora postaviti, kaj ti na prvi pogled ni videti. Ne vemo, kaj je to. Dobro, če se ukvarjamo z znanostjo in delovanjem imunskega sistema, potem vemo, kaj je to. Ampak v vsakem primeru je bolje povedati, kaj je to. Tole so makrofagi, so celice, ki so zelo pomemben del vašega imunskega sistema. Tole pa so mikroorganizmi, naprimer virusi, bakterije in drugi organizmi, ki napadajo vaše telo in povzročajo škodo. K sreči imamo imunski sistem, imamo celice, ki so zmožne uničevati te mikroorganizme, zato da smo zdravi. In jih tudi uničujejo. Vsak dan, 24 ur na dan to počnejo. In mi lahko pri tem pomagamo. Svojemu imunskemu sistemu zelo lahko pomagamo. In sicer vsaj na oba načina, o katerih bom danes govoril, namreč z načinom, kako jemo, oziroma kaj jemo, s tem zelo lahko vplivamo na naš imunski sistem in drugič prek emocij, prek doživljanja čustev. Čustva so izjemno pomembna za krepitev imunskega sistema. Lahko si predstavljate, da človek, ki je pogosto žalosten, ali ki je pogosto tesnoben, ali pa napet, ali pa ga je strah in tako dalje, da tak človek prav gotovo s tem ne pomaga svojemu imunskemu sistemu, prej obratno. Prej obratno, zato so ljudje, ki so naprimer bolj nagnjeni k žalosti, k depresivnosti, k anksioznosti, k tesnobnim stanjem, so pogosteje bolni, so dlje bolani, ko zbolijo in so posledice bolezni so hujše kot pri ljudeh, ki doživljajo redkeje ta čustva, žalost, ki so redkeje tesnobni, pod stresom, napeti, agresivni, jezni, napadalni in tako dalje in tako dalje. To so raziskave že zdavne dokazale, da so ljudje, potem sem tudi zadnjič na koncu malo prebril, če se spomnite, ljudje, ki so pogosteje veseli, ki so zadovoljni sami seboj, ki imajo občutek, da obvladujejo sebe, da so njihova življenja stabilna, so redkeje nagnjeni k depresivnosti. So redkeje žalostni, so manj pod stresom, so redkeje tesnobni, napeti in tako dalje. In spet to vpliva na njihov imunski sistem, so redkeje bolani. Čustva imajo zelo pomembno vlogo pri delovanju našega imunskega sistema, pri razvoju ali pri razvijanju bolezni, oziroma pri tem, kar imenujemo zdravje. Čustveno zdravje, če lahko tako rečem, je zagotovo zelo pomemben del širšega koncepta, ki mu pač rečemo zdravje. To je zelo pomembno in o tem bomo... Torej, to je začetna slika, ki je bolj simbolična, za uvod v to, o čemer bomo govorili. In kot vedno, to je knjiga, naslovnica knjige, ki sem jo prebral včeraj, pluška knjigca, preberati v 2 urah, ko sem se pripravljal na to predavanje in danes se bom večkrat sklicoval na to knjigo, na to, kar piše v njej. Kot vidite, je zopet na tapeti, kot se reče, sladkor, zdaj se spet korji. To je pomembna tema, se zato toliko časa z njo ukvarjamo, kajti veliko je ljudi, ki so odvisni od
sladkorjev, ki uživajo preveč sladkorjev in so pač preprosto so odvisniki. No in zato to je luška knjigica, to je zelo preprosta knjigica, ni obširna, kot sem rekel, preberete v 2 urah in ima nekaj zanimivih idej, zato sem jo tudi prebral in se bom na njo sklicoval. Naslov je malo komercialen, kako premagamo odvisnost od sladkorja, ampak nič hudega. Kaj ti, če smo odvisni od sladkorja, potem se je res dobro vprašati, kaj narediti, da ne bi bili več odvisni od sladkorja, ker to nam zagotovo ni koristi, ne smo že velikrat govorili. To je to referenca. To je spet ena zelo simbolična slika, sicer ne iz te knjige, iz neke druge knjige o karbohidratih, ogljikovih hidratih. Zdaj berem eno obsežno, mislim, malo okrog 600 strani, debelo klinično študijo oziroma knjigo, v katerih so različne raziskave, znanstvene raziskave o naravi karbohidratov, ogljikovih hidratov in seveda tudi sladkorjev in tem, kako vplivajo na naše telo, kaj delajo molekule sladkorja v našem telesu in tako dalje. To je bolj zahtevno, to je klinična študija, bolj za kakšne druge namene, ne za te, ki jih imamo mi tukaj, ki jih zasledujemo mi tukaj. To je samo simbolična slika iz te druge knjige o ogljikovih hidratih, so molekule, vidite, zelo enostavnih monodisaharidov. To za nas je to pomembno, samo malo za uvod, da pač pogledate to slikco, to so različne molekule, pravi različne oblike sladkorjev, ki jih uživamo dnevno, zato ker so, kot smo že večkrat povedali, so praktično povsod. Sladkorji so praktično povsod, tvorijo rastline in jih popičijo, in ko mi jemo rastline, dejansko tudi jemo sladkorje. Mogoče kdo tega ne ve, zelo je fajn to poudariti, prosim. Sam, če je sladko v rastlinah, je verjetno manj škodljiv, kot pa sladkor, če ga kupimo v trgovini. Ja, to smo pa že povedali, to je res. To smo že povedali, to drži, zato tega sladkorja, ki ga kupimo v trgovinah, kaj dosti pravzaprav ne potrebujemo, oziroma ker tudi, kot smo zadnjič govorili, v procesirano hrano dodajajo sladkor, glavnim sirupe, oziroma narejen sirupov, je teh sladkorjev v procesirani hrani še dodatno, torej veliko, ogromno, zato je tudi v 20. stoletju tako veliko ljudi postalo odvisnih, se v 21. stoletju so postali torej odvisni od sladkorjev, ker že tako jih je veliko, potem jih pa še dodajajo in jih je seveda še več. In zato je čisto smiselno tudi prebrati mojo knjigico, sem naprej pokazal, namreč knjigico o tem, kako se zavarovati, kako se zaščititi pred odvisnostjo od sladkorjev. Zlasti zaradi tega, o čemer bomo tudi še govorili na nadaljevanju, to je neka druga molekula, to je zelo, zelo pomembna molekula, to je model, tridimenzionalni model molekule, ki nastaja v vaših možganih. Vaši možgani tvorijo to molekulo in to je dopamin. Ta molekula, dopamin, imenuje se dopamin. Ni pomembno, ali se boste zdaj to zapomnili ali ne, pomembno je samo, kar bom povedal v nadaljevanju. Ta molekula, ki jo vidite tukaj gor na platnu, torej nastaja v vaših možganih, možgani ustvarjajo, kreirajo in igra zelo pomembno vlogo. V možganih, bom takoj povedal, kakšno vlogo ima dopamin v možganih in videli boste sami, oziroma lahko se boste pripričali, zakaj je ta molekula tako zelo pomembna in zakaj je pomembno uživanje sladkorjev, oziroma zakaj je pomembno, da ne postanemo odvisni od njih. In to nas bo potem pripeljalo k temi, ki sem že napovedal, to so čustva. To je vse povezano med seboj. Vidite, vse je to povezano. Hrana, dopamin, različne molekule, čustva, imunski sistem, to je vse povezano med seboj.
Okay? Zato moramo iti počas, da ne bo prehiter, preveč povedanega. Če je povezano, se da tudi razvezati. Ja, se da in to mi počnemo. Mi počnemo. Počasi pogledamo posamezne zadeve, kako so med seboj povezani. Najprej jih razvežemo, potem jih bomo pa še povezali. Ker je to čisto res. Kar je povezano, se da tudi razvezati. Ker je pa razvezano, se da pa povezati. No, tole vidite, to veste že kaj je, ker smo to že velikrat povedali, smo si pogledali te slikce, to sta dva nevrona. To je en nevron, to je drugi nevron, tukaj vmes je prazen prostor, oziroma čist prazen, no, imenuje se sinapsa. In dopamin, kot smo rekli, prej smo videli njegovo molekularno obliko, dopamin je neurotransmiter. Zelo pomemben za prenašanje signalov po vaših možganjih. Zelo pomemben. In tukaj samo vidimo, kako se dopamin, kaj se z njim dogaja, ko prehaja iz enega nevrona v drugega. Detajli nas zdaj ne zanimajo, o tem bomo zdaj govorili, bomo vas utrujali, kaj se z dopaminom dogaja, kaj se dogaja z črpalkami, ki črpajo, kaj se dogaja z encimi, kaj encimi naredijo s to molekulo in tako dalje. To nas ne zanima. Okay? To je samo simbolično, slikca, da imate malo pred sabo, kaj se dogaja v vaših možganjih. Zdaj bomo pa povedali, zakaj je dopamin tako zelo pomemben. Ta neurotransmiter. Vidite tukaj, kje, to je prikazano, kje dopamin nastaja. Globoko v vaših možganjih ga nevroni ustvarjajo. To molekulo tvorijo in to je sorazmerno majhno področje, sorazmerno majhno število nevronov tvori dopamin, približno 400 000. To je zelo malo. To je zelo malo, če računate, da imate v možganjih približno, smo rekli, 100 milijard nevronov. Samo 400 000 nevronov tvori, ustvarja, seveda veš čas, dokaj živite, ustvarja dopamin. In ta molekula se širi potem po možganjih, se prenaša, ko smo videli prej, prek nevronov se prenaša in zelo pomembno vlogo ima tukaj, vidite, v tem predelu, tudi prefrontalni korteks, tukaj spredaj. Tukaj spredaj, začelje, prefrontalni korteks, tukaj zadaj, vidite, se širi, te puščice kažejo, kam vse se te molekule razširjajo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ta molekula, dopamin, je del nekega sistema v vaših možganjih, ki ga imenujemo reward system. Se pravi, sistem nagrajevanja, če lahko tako rečem. Dopamin je zelo pomemben za vaše doživljanje, za vaše občutenje zadovoljstva, za vaše občutenje sreče, za vaše občutenje veselja. Zato želite imeti dovolj dopamina, dovolj te molekule, želite imeti, kajti brez njega so težave. So težave in že prej sem omenil, da živi veliko ljudi, ki so pogosto ne srečni, veseli, zadovoljni, ampak so pogosto nesrečni, so žalostni, depresivni, so anksiozni in tako dalje. In to so stanja, ki niso prijazna, niso prijetna. Takih stanj ne želimo. Oziroma želimo, če manj, če že obstajajo. In zato je dopamin tako pomemben. Kaj ti želimo, gotovo pa si želimo biti večkrat srečni, veseli in zadovoljni. Verjamem, da vsakdo od vas želi čim bolj pogosto biti zadovoljen, srečen in vesel. Ne pa žalosten, nesrečen in depresiven. Okay? Torej, dopamin, ta molekula, ima zelo, zelo pomembno vlogo pri doživljanju, občutenju veselja, zadovoljstva in tako dalje. Tukaj vidimo še na en drug način, isto, vidimo poti, kako se dopamin širi po naših možganjih in pomembno je, da se širi.
Pomembno je, da pride v vse tiste predele možganov, kamor mora priti, zato da mi čutimo veselje in radost in zadovoljstvo. Če ne pride, seveda, teh občutkov nimamo, ali pa jih imamo zelo krnjene. Zelo krnjene občutke. In to spet ni dobro. A se strinjate s tem? Ja. Da ni dobro. Medtem ko občutki zadovoljstva in veselje in radosti in sreče so pa prijetni. Taki občutki imamo radi. A drži? Želimo se takih občutkov. Jaz dvomim, da kakšen človek na tem svetu ne želi biti srečen. Da reče, briga mene, sej ni važno, da sem srečen ali ne. Ni tako. Pomembno je biti srečen in imeti občutke sreče in zadovoljstva in radosti in veselje nad življenjem in tako dalje. Prosim, Maša. Oseba, ki je zaljubljena, prav gotovo doživlja veliko takih čustev. Ja? Oseba, ki je zaljubljena, doživlja zelo veliko radosti in veselja in nič depresije in žalosti. Ne? To ne gre skupaj, to logično ne bi bilo. Zdaj človeka, ki reče, jaz sem pa danes toliko žalosten, ker sem se zaljubil v nekoga. Ja, to je pa drugo. Ja, če te pa fant pusti, pa je pa drugo. Ja. Pa težko rečeš, joj, koliko sem jaz danes vesel, ker me je fant pustil. Nekako ne gre skupaj. Ja, ne gre. No, ok, torej to je še ena slika, ki prikazuje, kako se dopamin širi in kaj tvori ta reward system, se pravi sistem nagrajevanja, ki deluje v naših možganih. Nagrajevanje pomeni, da ljudje na nek način, to bom še povedal, tudi prek hrane, nagrajujemo sami sebe. Se pravi, nagrajujemo se tako, da si omogočamo občutke zadovoljstva, sreče in tako dalje. In kmalu boste videli, verjetno že slutite, da ima hrana pri tem pomembno vlogo, zlasti naprimer sladkorji, ker ljudje spontano rečemo, ko jemo kaj sladkega, da nam to paše. Da se dobro počutimo. Ok, ampak tem bomo še govorili. Prosim, Maša. Eni me ne. Da vidimo na koga. Ja, to je tudi res. Dijani po meni ne. To je tudi res, čeprav evolucijsko smo že rekli, vsak človek, ko užije kaj sladkega, recimo greste v gost, vidite sotovje, divjih čebel, ste tako kot medved, naprimer, si želite malo medu, prijete zraven, recimo pazite, da vas čebele ne opikajo, ukradete malo medu, ga poližete in gotovo boste imeli prijeten občutek. Jaz dvomim, da je kdo, ki bo rekel, potem, ko poje eno žličko medu, jaj, koliko je to nagravžno, ogabno, jaj, koliko je to brezvezen okus. Ker smo evolucijsko tako narejeni, sladko nam je fajn, nam paše. Dobro se počutimo. Seveda, to ima pa tudi svojo hrbtno plat. In tukaj vidite iz tiste knjige, ki sem naprej omenil na začetku, je tale preprost prikaz, grafični prikaz, kako se je v letih od 1980 do leta 2100 povečalo število debelih ljudi v Združenih državah Amerike. Koliko je bilo otrok leta 1980, koliko je bilo leta 2010, oziroma kako se je povečalo število debelih otrok in kako se je povečalo število debelih odraslih. Leta 1980 je bilo približno 15% v populaciji, leta 2010 pa dvakrat več. 30%. V Sloveniji je recimo po podatkih približno 37% vseh ljudi, ki imajo preveliko telesno težo. To je veliko. Vsak tretji, celo več, vsak tretji človek ima preveliko telesno težo. In pri tem imajo, kot smo že velikokrat rekli,
zelo pomembno vlogo. Čustva. Čustva. Hrana, seveda, in čustva. In tukaj si bomo pogledali čisto preprosto 3 ideje. Čisto enostavne ideje, ki jih vsakdo od vas lahko prepozna. In ker znamo angleško, bomo to prevedli v slovenščino. Torej vidite, če ste kdaj bili pod stresom, kot se reče, ljudje včasih to reče, sem pa pod stresom, sem napet, sem vznemirjen, bi pa nekaj na hiter sladkega dal v usta. To ljudje rečejo, a drži. Nekaj na hiter, nekaj malega, bi mi zdaj pasale, na napolitanke, na bombonček, na lizika, karkoli, pač nekaj sladkega, sem pod stresom, sem napet, danes sem imel veliko dela, so me vznemirali drugi ljudje in tako dalje, in bi rad nekaj sladkega na hitro pojedel, da se bom malo utolažil. Zdaj, to ljudje delajo, ampak kaj pa, če delajo pri tem nekaj narobe? Kaj ti? Če ste vi vznemirjeni, če ste napeti, če ste pod stresom, če vas je nekdo spravil v jezo ali pa kaj podobnega, sladkor tega problema zagotovo ne bo rešil. Torej, poskušate rešiti problem z napačnim sredstvom, sladkorjem. Mislite, da, ker ste pod stresom, da vas bo sladkor potolažil, oziroma da vas bo spravil v neko drugo stanje, da ne boste več pod stresom. Na žalost, ne gre tako. Ne gre, zato tukaj tudi piše, če ste pod stresom, če ste vznemirjeni, če ste napeti in tako dalje, potem želite nekaj drugega. Želite občutek miru in občutek, da nadzorujete svoje življenje. Tega občutka vam pa sladkor ne bo prinesel. Torej, to je prvi primer napačnega sklepanja, napačnega vedenja, neustreznega vedenja, ko poskuša človek s sladkorjem rešiti problem, ki ni povezan s sladkorjem, ampak s čustvi, z medsebojnimi odnosi. Ja, to ne gre. Čustvo, da bi ketle, malo dvomimo to. Prosim, Anja. Moram povedati, ker ste omenili za sladkorje, jaz sem doma pa eno čokolado, pa sem en košček pojem, sem rekla, dovolj. Če mene vprašaš, pametno, To je dovolj. čisto dovolj, Ena ja? tablica in to je to, Ja. ne več. Se strinjam, Maša. Doktor, kaj v bioizdelki, ki je zunaj tukaj? Je tudi seveda, obstaja tudi bio-sadje, kjer je veliko sladkorja, recimo fruktoze, ampak to nas zdaj toliko ne zanima, s tem se zdaj ne bomo ukvarjali, smo se recimo že zadnjič, pa mogoče bomo še kdaj. Zdaj gremo naprej. Zdaj, tukaj vidite, jaz upam, da vidite napačno sklepanje ljudi. Želim, da ne bi bil pod stresom, želim, da bi bil notranje bolj umirjen, želim imeti občutek, da je moje življenje, vsaj do določene mere, mojim nadzorom, ampak tega občutka ne more zagotoviti sladko. In to je že eden od načinov, ko pravimo, da ljudje poskušajo potolažiti sebe sladkorji, s tem pa v bistvu tvegajo diabetes ali pa debelost. Kaj ti človek, ki ni dovolj notranje stabilen, ki ni dovolj notranje umirjen, ki ne nadzoruje dovolj svojega življenja, svojih čustev in tako dalje, bo seveda vedno znova imel željo, da nekaj sladkega na hitro poje, da bi se bolje počutil.
ampak to je napačen način reševanja osnovnega problema. Tak človek je še naprej pod stresom, je še naprej notranje nemiran in nič bolj ne nadzoruje svojega življenja. Tudi če poje eno tono sladkorja, bo nič drugače. Ker je to napačen način, napačen pristop k reševanju problema, ki, kot pravim, je povezan z njegovimi ali pa njenimi čustvi, z doživljanjem sebe, z obvladovanjem sebe svojega življenja, ne pa z sladkorjem. Ok, to je prvi primer. Gremo naprej. Drugi primer. Zopet recimo se zgodi, da včasih človek pride domov, cel dan je načjeto, bil vznemirjen, veliko dela je imel, ni imel časa, da bi, ne vem, šel v restauracijo ali nekaj podobnega, pride zvečer domov in spet nekaj bi na hitro pojedel, nekaj bi vrgel v želodec, kot se reče. Takrat ni toliko bolj pomembno, kaj sam, da na hitro nekaj je. To ljudje delajo. Nek sendvič, kaj je spet, pol čokolade ali pa kaj podobnega. V tem primeru gre zopet za napačno logiko, za napačen način, kako rešujemo problem. Namesto, da bi si čez dan vzel čas za en hranljiv obrok, ki ga telo potrebuje, namesto tega zvečer zmeče vase, pač karkoli mu pride pod roke. Sam, da je na hiter nekaj. Tisto nekaj na hiter zvečer praviloma nima dovolj hranljivih snovi v sebi. In s tem v bistvu naredi spet svojemu telesu dodatno škodo. Tisto nekaj na hitro ima lahko, in ponavadi tudi je tako, v sebi veliko sladkorja, ima človek na hitro občutek sitosti, polnosti, da je nekaj pojedel, ampak to ni hranljivo. Tam noter je glavno zelo veliko glukoze, za katero smo že zdavno povedali, da je toksična in se je hoče telo čim hitreje znebiti, kar pomeni, da si po taki hrani čez pol ure spet lačen ka volk. Torej, nisi naredil nič, oziroma si naredil svojemu telesu veliko škode, če to počneš velikokrat, če se pač tak način ponavlja. In ljudje, tisti, ki so zelo zaposleni, ki imajo, kot se reče, stresno službo in tako dalje, to počnejo velikokrat. Ne vsak dan, recimo, ampak pogosto. In čez nekaj časa se seveda poznajo posledice, še kar zdravo. To je drugi, torej tak pogost način, kako ljudje delajo škodo svojemu telesu prek sladkorjev, ki jih je v taki hrani na hitro pripravljeni, na hitro narejeni, jih je veliko. To je drugi primer. Še tretji primer, ki je zopet zelo povezan s človekovimi čustvi. Če imate občutek, da ste osamljeni, če imate občutek žalosti, če imate občutek brezupa, občutek nesmiselnosti, brezupnosti in tako dalje, in se spet skušate potolažiti s sladkorjem, ljudje to delajo. Ko ima občutek žalosti, osamljenosti, samotnosti, brezupa, obupa in tako dalje, dajmo eno čokolado ali pa spet nekaj na hiter, kjer je veliko sladkorja, je seveda to še eden od načinov, ki ne rešuje problema. Vi lahko pojeste čokolade, grihko, kar hočete, pa boste čist nič manj žalostni. Pa čist nič manj osamljeni ne boste in čist nič manj obupani nad življenjem ne boste. Čokolada še nobenemu človeku, ki hoče narediti samomor, ni rešila življenja. Ne glede to, koliko jo je pojedel. Zato, ker gre spet za napačen način reševanja problema. Človek ne potrebuje v takem primeru, ko je sam, osamljen, žalosten, ko ima občutek, da ga noben ne razume, da ga noben ne posluša, da nima nobenega pravega prijatelja in tako dalje, kot se reče. V takem primeru
Človek ne potrebuje sladkorja, ampak potrebuje družbo. Potrebuje prijatelja, potrebuje nekoga, s katerim se bo lahko pogovarjal, potrebuje nekoga, ki ga bo razumel, potrebuje nekoga, da bo ob njem zaužil oziroma začutil upanje, da bo vesel, da bo radosten, ne pa čokolada. Čokolada ne prispeva k temu. Upam, da razumete. Pravi, spet še ena napačna povezava. In včasih, vse to poznate, gotovo ste že kdaj to slišali, da ljudje svojo žalost utapljajo, eni recimo v alkoholu, se reče, utapljajo žalost v alkoholu. Eni utapljajo svojo žalost v sladkorjih, oziroma mislijo, verjamejo, da jim bodo sladkorji pomagali, da se bodo bolje počutili. Prosim. Ali pa v drugah. Ali pa v drugah, recimo. Isto. Torej, čustvene probleme, počutim se, samem, žalosten sem, ben me ne mara, vsi so me zapustili, ben me ne razume in tako dalje. Čustvene probleme rešuje s hrano. Hrana ne rešuje čustvenih problemov. Čustvene probleme se rešuje drugače. Kot sem rekel, z druženjem, recimo z ljudmi, ki nam, na primer, pomagajo doživeti radost, veselje, srečo in tako naprej. Se pravi, v takih primerih, torej, sladkorji zagotovo ne bodo in vam ne morejo ponuditi tega, kar zares potrebuje. Torej, iz teh treh primerov je, po mojem mnenju, že precej jasno, kako močno so povezana čustva, občutki in hrana. In seveda, da so te povezave pogosto popolnoma napačne in da ljudje, ko utapljajo, če utapljate dolgo časa svojo žalost v alkoholu, tvegate kvečemu alkoholizmu. Žalosti ne bo zaradi tega nič manj. Če utapljate v drogi, tvegate resne težave, lahko tudi smrt. Če utapljate, če lahko tako rečem, v sladkorju, tvegate diabetes ali pa debelost, ne pa občutke sreče, zadovoljstva in tako dalje. Prosim. Anja. Kako pa mogoče, ker vplivate na imunski sistem, ljudje, ki so pogosto žalosti, to smo rekli že prej, ne? Ja, vplivajo torej na imunski. Ali pa tudi tako bakterijo, da daš noter. Mislim, tako te veliko okuno, te ogromno in te poje, kar se sve. Ate je tudi umoril in so dali noter eno bakterijo, kar v bolnice obležal. Ja. Take stvari se dogajajo. Zakaj to? Ja, vse kot pravim, če dolgo časa, samo pogledajte te izraze še enkrat. Pogledajte, dajmo še enkrat si te izraze pogledati, ki so tukaj napisani. Niso vsi izrazi, so še drugi. Ampak tile so že zelo, zelo pomembni. Občutenje miru, občutenje notranjega miru. Kako pa to, če ste rekli, da nam sladkorji pa da ne more pomagati? Sladkorji ne? Jaz hočem zdaj samo to reči, kako je to pomemben občutek, da je človek umirjen, kako pridemo do tega, to je stvar enega drugega pogovora, z meditiranjem, z druženjem, z pogovarjanjem, to je stvar nečesa drugega. Zdaj samo hočemo poudariti, da z hrano gotovo ne. Ampak to je pomemben občutek. Občutek miru, notranjega miru. Se strinjam? Občutek, da ima človek kontrolo nad svojim življenjem. Izjemno pomemben občutek. Da nadzoruje svoje vedenje, svoje življenje, vsaj seveda do določene mere, če že absolutno se to ne da, ampak vsaj do določene mere. To je pomemben občutek. Da samem sebi lahko človek reče, moje življenje je kar precej v mojih rokah. Lahko delam to, kar si želim, to, kar hočem, ne pa da imam stalno nad sabo nekoga, ki mi dirigira, pa
pa ukazuje, kaj moram početi, pa kako moram živeti, ker v takem primeru jaz nimam kontrole nad svojim življenjem, ker ima nekdo drug. Zelo pomemben občutek, da imamo za duševno zdravje, je pomemben občutek, da imamo svoje življenje vsaj določene mere v svojih rokah. Zelo pomembno. Okay? Gremo naprej. Če razmišljamo, in mi to počnemo, vsak teden, vsak četrtek to počnemo, kaj je hranljivo? Razmišljamo, kaj je hranljivo, kaj je pa samo junk, se pravi prazna hrana. Prazna hrana. Hrana, ki jo sicer lahko pojeste, kakor hočete, ampak telo nima sploh kaj početi. Hrana, ki je pogosto je torej visoko procesirana in tehnološko obdelana, ima veliko sladkorjev, ima veliko konzervansov, ima veliko ojačevalcev okusu, ima veliko dodanih arom, ima veliko barvil umetnih in tudi rakotvornih snovi ima v sebi. Konzervansi so pogosto rakotvorni. O tem smo že govorili, nitriti, so rakotvorni, to dokazano. Taka hrana nima velike, visoke, hranljive vrednosti. Nima. Naše telo pa potrebuje hranljivo hrano, ki je za telo koristna, ki je uporabna. To je taka hrana, s katero telo lahko veliko stvari naredi. Tistih namreč, ki jih potrebuje. Zato je dobro vedeti, katera hrana je junk, je prazna, nima kakšnih posebnih hranljivih vrednosti in katera hrana ima, je polnovredna, kot se reče. Zelo pomembno, ker naše telo to potrebuje. Tako kot naša duša, če lahko reče malo pesniško, potrebuje občutek miru in občutek, da nadzorujemo svoje življenje. Naprej. A res kdo hoče živeti osamljeno, samotno, žalostno, brezupno življenje? Ne. Seveda ne. Ga ni na tem svetu, ki bi to hotel. Gotovo pa za ljudi velja, za nas velja, da potrebujemo prijateljstvo, da potrebujemo ljudi okrog sebe, s katerimi se lahko pogovarjamo, ki nas razumejo, ki nas sprejemajo, ki nas spodbujajo, ki nas potrjujejo, ki nas nagrajujejo, da potrebujemo ljudi, ob katerih se počutimo varno, ljudi, ob katerih se počutimo sprejete, ljudi, ob katerih čutimo veselje, radost in upanje, da je naše življenje smiselno, da nekam vodi, da imamo pred seboj lepe stvari, naprimer prazniki, ali počitnice, ali kaj drugega. A res kdo hoče živeti brez prijateljev? Dvomim. To je obupno življenje brez prijateljev. Nimaš niti enega prijatelja, grozno. Se Dušan, če nimaš prijatelja, nimaš nič. Če imaš pa prijatelja, imaš pa vse. A vidite, kako je to pomembno. In sladkorji ne more nikoli nadoknaditi tega. Ne glede, koliko jih pojesti. Pa droga tudi ne, pa alkohol tudi ne, pa cigareti, pa ne, pa vse. Ne more. Dobro, upam, da smo zdaj to malo razčistili. Imamo še malo cajta. Zdaj pa gremo naprej. Aha, no, dobro, to je mečko bolj zapleteno, pa malo kompleksno, to je spet sam slica, kako dopamin deluje, ampak zdaj smo že kar precej povedali, dopamin je povezan z temi občutki, o katerih smo ravno kar govorili, se pravi radost, veselje, žalost in tako naprej, in pomeni podlago, empirično podlago v naših možganih za te občutke, se pravi dopamin. Hočemo imeti in take občutke, ki sem jih opisal zdajle, tudi, pravzaprav jih hočemo imeti čim več. Tako da tole je mirno dušo preskočimo, to je preveč zakomplicirano, to je tudi preveč zakomplicirano. Ne bomo zdaj. Ne bomo, to tudi ne bomo, da se vidite, sam mogoče ta izraz bi uporabil, bi komentiral nekratko. Obstaja izraz, žalostni jedec. Ljudje, ki so žalostni in jejo, ker zmotno verjamejo, da bodo s tem na nek način potolažili to svojo žalost, jo pregnali, jo zmanjšali, da bodo bolj zadovoljni, ker dopamin, a veste, je
zelo, zelo pomemben neurotransmiter, ki omogoča občutke zadovoljstva. Seveda, zdaj, ko vi zaužijete sladkor, tudi na kratko doživite eno zadovoljstvo. Se jeste in imate nekaj časa občutek, zdaj mi je pa fajn, zdaj pa nisem več toliko žalosten, nisem več toliko osamljen, življenje ima kar naenkrat smisel, ampak čez 2 ure se spet lačni. Rabite novo dozo sladkorja, pa potem spet novo, pa spet novo, pa spet novo, skratka katastrofa. Nikamor to ne pelje. Ker si z napačnimi sredstvi skušajo ljudje priklicati, spodbuditi občutke zadovoljstva. Z napačnimi. Štos pa je, da sladkor celo omogoča neko zadovoljstvo, ampak to ni tisto zadovoljstvo, ki ga želimo. To ni tisto zadovoljstvo, ki ga užijamo ob prijateljih, ob ljudeh, ki jih imamo radi. To ni tisto zadovoljstvo, ki ga prinese potrditev nekoga, ko nas nekdo pohvali, ko nekaj dobrega naredimo in so ljudje okrog nezadovoljni. To je popolnoma drugačno zadovoljstvo. To je popolnoma drugačna kvaliteta zadovoljstva, kot je pa tisto zadovoljstvo, ki nam ga prinese sladkor v hrani, ko jo zaužijamo. To je pomembna razlika. Ampak sad eater tega ne ve. Žalostni jedec tega ne ve, zato pač uživa hrano in še in še in še in še in še in od tega se samo redi in zbolel bo. Nič drugega se ne bo zgodilo. To je fenomenalna raziskava. Vodil je en profesor psihologije, sem že omenil, ki je predaval na Berkeleyju. In če ste kdaj gledali kakšne dokumentarce britanske televizijske hiše BBC, so izjemno dobre dokumentacije, izjemna kvaliteta, zelo dobro so narejeni. No in njih je zanimalo, kako se ljudje počutijo, ko gledajo dokumentarce. Da, lahko se v BBC ni pa nujno, lahko so kakšni drugi. Dokumentarce iz narave, o naravnem življenju. Ponovali so to iz življenja živali oziroma rastlin. Izsledki te raziskave so izjemno zanimivi. Resnično so zanimivi in med drugim sem tudi pomislil, zakaj jaz tako blazno gledam National Geographic Wild. To je izjemno gledam. In če gledate, gotovo ste kdaj že gledali, ali pa če boste recimo sistematično gledali njihove dokumentarce, vse boste lahko sami prepričali o izsledkih te raziskave, ki vam jo bom jaz zdaj na kratko komentiral. In ni naključje, da je dal idejo za to raziskavo profesor psihologije. Ni naključje, ker je seveda kot profesor je dobro vedel, kako pomembna so čustva za človekovo življenje, o tem danes govorimo, in kako so pomembna tista čustva, ki jih ljudje doživljajo ob gledanju dokumentarcev iz narave. Kako pa vejo, katera čustva doživljajo ob gledanju dokumentarcev iz narave? Ja, vprašali so jih. Ljudi so vprašali, kako se počutijo, ko gledajo take dokumentarce in potem je nastala ta raziskava in vidite, to je res nekaj izvrstnega. Različni ljudje so bili, to je ena skupina, podobno starih kot ste vi, naprimer, tam nekje, med 16 in 24. Poglejte, neposredno, ko so gledali dokumentarce o življenju živali, rastlin iz narave, stari približno toliko, kot ste vi. Ok? To bi lahko veljalo za vas in tudi velja, tudi če vi tega ne veste, to velja. Poglejte, kako se je ob gledanju teh daj zmanjšalo to, kar je tukaj nešteto. Zmanjšalo se občutek, oziroma se je to, kar imenujemo živčnost po domače. Živčnost, nervoznost. To znate ta izraz. Nevrotičnost, nervoznost, živčnost. Človek je nevrotičen, je živčen in je tak žblj. Bistveno se je to zmanjšalo. Bistveno se je zmanjšalo občutek temu, to izraz tudi poznate, da je človek obremenjen.
bolj nam je breme, da je preobremenjen. Poznate ta izraz, ljudje včasih rečejo, jaz sem preobremenjen, toliko bremen. Ta občutek se je bistveno zmanjšal ob gledanju teh dokumentarcev in pa zmanjšal se občutek, ta izraz fetik tudi poznate, občutek, ko ste recimo napeti, ko ste pod stresom, kot se reče, ko ste obremenjeni, imate občutek, kot da vam je malo tako slabo, da se vam malo vrti, občutek glavobola, en tak čuden občutek se pojavi. Občutek ene utrujenosti, teže, malo se mi kar tako medli pred očmi. A imate ta občutek? Ste kdaj imeli ta občutek? Ja. Ste. Občutek ene take čudne utrujenosti, kar glava me bolja, pa rečete, da ozmem pa tako glavo. Občutek utrujenosti, to je efektivno. Glede, takoj in pomembno in bistveno so se ti občutki zmanjšali. Prav neverjetno skoraj, bi rekel, na prvi pogled, če človek ne bi poznal psihologije čustev. Kako je, zakaj je to tako pomembno? Spet, nadaljujemo, pogledajte. Večina, ki je sodelovala v teh eksperimentih, večina poskusnih oseb, naprimer stari od 16 do 14 let, kot ste vi, ne samo, da se je tole zmanjšalo. Zmanjšalo se občutek utrujenosti, preobremenjenosti, živčnosti, nervoznosti, ampak še nekaj drugega se je zgodilo. Ljudje so se povečali, eni drugi občutki, ki so se zmanjšali, eni drugi so se pa pomembno povečali. To so tako imenovana pozitivna čustva. V gledanju teh kvalitetnih dokumentarcev se povečajo občutenja, se povečajo čustva, ki jih uvrščamo med pozitivna čustva, kot so. Občutek čarobnosti, občutek, skoraj bi rekel, blaženosti, radosti, veselja, občutki radovednosti, občutki zadovoljstva in pomirjenosti, občutki entuzijazma, se pravi, entuzijazem je občutek vzvišenosti, občutek kako da bi malo lebdel nad tlemi, občutek velike energije, da te nekaj želje naprej, to je entuzijazem. In pa občutki spet ene take amusement je, recimo, je zabava, ampak je več, kot da gre za neko poceni zabavo, občutek zabave, zabavnosti, ampak kvalitetnejši občutek, da se je zgodilo nekaj, da gledaš nekaj, da opazuješ nekaj, kar je malo že mogoče skrivnostno, malo čarobno, recimo kakšne risanke vzbudijo tak občutek, ki te več kot zgolj zabava. Ker zabava je lahko tudi plehka, je lahko tudi prazna, gre za eno kvaliteten občutek, kvalitetne zabave, humorja celo, bi lahko rekel, da opazujete kakšne živali, ki se obnašajo na kakšne humoristične načine. Zdaj, vidite, vsi ti občutki so se pa povečali. In ti občutki, ta čustva so dejansko pozitivna. Ta čustva pozitivno vplivajo na to, kar smo imeli čisto na začetku, tisto sliko, če se spomnite, imunskega sistema, delovanja imunskega sistema. Krog se tako rekoč sklene. Bolj kot človek doživlja ta čustva, manj ko doživlja teh čustev, bolj zdrav je. In to v vsakem pomenu, ne samo v telesnem, tudi duševnem, psihičnem, duhovnem. Velja tudi obratno. Ljudje, ki so duhovno, duševno zdravi, izražajo več teh čustev. So pogosteje veseli, so radostni, so radovedni, hočejo odkriti nove stvari, imajo veliko energije, so pomirjeni in se znajo zabavati na en kvalitetni način.
Ok, to so zdaj povezave, ki sem jih pripravil za danes, zdaj pa sam še na kratko, to bo pa zdaj uvod v naslednje naše srečanje, drugič govorimo o Bogu, to smo že prej povedali, naslednjič dokažemo obstoj Boga, ok, po praznikih, po romajskih bomo pa govorili o tem. To je pa zdaj ena druga tema, ki pa je še vedno, zelo povedano s tem, o čemer govorimo, to je ena raziskava, ki daje tudi dokazuje osupljive rezultate, res izjemne rezultate, namreč telesne vaje. Mi smo sicer že veliko o tem govorili. Telesne vaje, gibanje, premikanje. Naše telo je narejeno za premikanje, naše telo ni narejeno za sedenje. Naši predniki niso sedeli, časno tudi so, glavno pa niso. Naše telo je torej narejeno za gibanje, mišice so narejene za gibanje, naše celotno telo je narejeno za gibanje, srce, mišice je narejeno za gibanje, življenjski sistem je narejen za gibanje, vse je narejeno za gibanje. In ko rečem gibanje, mislim veliko gibanja, mislim malo, da se nam to prijedra potolažil, mislim veliko gibanja. In najlepše pri tem morda pa je, da, kot vidite, z gibanjem, s telesnimi vajami vplivamo na svoje telo in sicer na molekularni ravni, spreminjamo na molekularni ravni, se morate misliti, to je osupljivo, to je neverjetno. Spreminjamo delovanje našega, oziroma svojega telesa na molekularni ravni. In če omenim samo na kratko, bomo o tem še govorili, tukaj vidite en zapis, ki je že kar skoraj fantastičen. Če ga preberete, vidite gibanje, vse to ti imam zdaj govoril, veliko gibanja. Pogledajte, lahko učinkovito, dobesedno, zdaj samo citiram, kar piše v raziskavi, lahko učinkovito ustavi staranje, kar je čisto noro. Dobro, vzemimo to, malo z rezervo, to ne pomeni, da bo pa človek postal nesmrten, ampak na molekularni ravni se dogajajo spremembe, ki jih lahko razumemo skozi to idejo. Mogoče ni čisto res, da popolnoma ustavimo staranje, lahko pa vplivamo na procese staranja na molekularni, na celični ravni in jih upočasnimo. Kar med drugim pomeni, da se zna zgoditi, da bomo dlje živeli. Danes recimo ni nobena posebnost, če na kakšnem maratonu tečejo ljudje, ki so stari 80 let, 82 let, ali kaj take. Nobena posebnost. Nobena posebnost to ni. Ampak tudi tega smo se že dotaknili, če se spomnite zadnjič, ko smo omenjali, kako imajo eni prebivalci v Boliviji zdrava srca in žilni sistem in sploh, kako so zelo zdravi, tudi ko so zelo stari, recimo 80 let. To je to. To je to. Kar bi moralo biti dobra novica, radostna novica, z gibanjem. Giblje se pa lahko vsakdo. Lahko se premikamo in spet, ko se premikamo veliko. Ne malo, ampak veliko. In spet bi lahko kakšno na to temo še povedali, ampak bomo drugič. In še to, čisto na koncu, vse to premikanje in gibanje, še enkrat pravi, je narejeno za to, ni narejeno za to, da ležimo in sedimo in gledamo v te zaslone, pametne, zaradi mene se že tako pametni, ampak mi nismo narejeni. Ima lahko, torej vidite, dolgoročne koristi za naše zdravje v celoti. Mi lahko torej, danes smo govorili o čustvih, govorili smo o hrani in govorili smo o gibanju. Vse to je nekaj, na kar lahko sami vplivamo. Nič od tega ni iz reda, jaz pa to ne morem, ali pa jaz pa tega ne znam, ali pa to ni zame, ali pa kaj podobno. Ni res. To je v naši naravi. Pozitivne emocije, gibanje, veliko gibanja, vaje, telesne vaje in tako dalje, in tista hrana, ki je polnovredna. Ok? Naše telo je izdelek evolucije, je za vse te tri zadeve. Naše telo to hoče, naše telo želi.
Seveda samo od nas je odvisno, ali bomo to tudi dali telesu ali ne. Ima pa vse to dolgoročne pozitivne učinke na naše zdravje. In spet, ne verjamem, da živi kakšen človek, ki ne bi hotel pozitivno vplivati na svoje zdravje.